Padajo kreni, Steringen špi v moj glavi. Marko, naj bo za uvod tokratnega Evropolceta ta prijeten zvok tukajšnje železnice, viseče železnice. Znamenite viseče železnice, ja. Zelo je lepo tukaj. Zdaj, vi vidite prizor, v katerem je zadaj igrišče, mi dva gledamo na to visečo znamenito železnico. Ampak... Se preverjam moče, da ni spet obrnjeno, pa da v bistvu zdaj gledalci vidijo. Ja, preveril in upam, da sem ugotovil, da snemamo v pravo smer. Hkrati pa ja, hotel sem povedati, da je ves čas v mislih slovenska nogometna reprezentanca. Tako je. In več o tem v podcastu Polcajt. To je podcast o žogi, igriščih, branilcih, napadalcih, slačilnicah, trenerjih, športnih direktorjih in selektorjih. To je Evropolcajt. Se upravičujemo, če bo kdo vmes prošetal mimo, kako se to reče slovensko? Sprehodil. Če se bodo sprehodil mimo. Ja, torej, včerajšnji dan naj bi bil malo bolj miren, nič posebnega. En tak je tudi za nas, dokaj... Naberemo novih moči, ne? Pa ni bil takšen. Ja, pač je bilo treba praviti detaljno analizo dogajanja na Evropskem prvenstvu skupaj z novinarskimi kolegi. Pač potem kar dosti podatkov se je nabralo, mogoče še danes. Se čuti to zbiranje informacij. Ampak, če se vrnemo pa na nogomet, bilo je dopoldan, smo se javljala iz trening centra slovenske nogometne reprezentance, napovedala, da bo tam tudi selektor podal izjavo, čeprav si ti pravilno ugotavljal, da je za izjavo napovedan trener. In bil je trener, bil je Boštjan Cesar. Pa povejmo najprej strni malo, prosim, kaj je povedal. Boštjan Cesar je govoril recimo o tistih trenutkih takoj po koncu tekme proti Srbiji, ko sta z Milivojem Novakovićem bila prva, ko sta šla to lažje pobirati te igralce. Saj sta pa veliko naredila, ste veliko naredili že do zdaj. Res, no. Se vidi, da je Boštjan Cesar kar pomemben del tega strokovnega štaba, da ga reprezentanti spoštujejo, da cenijo njegovo mnenje in da tudi v takšnih trenutkih, ko je treba dvigniti ekipo in povedati, pa sej ni konec sveta, kar nepogrešljivo. No. Ja, in napovedano je bilo, torej, da bo na izjavi trener, povedal si, kaj je povedal Boštjan Cesar. Seveda nas je en del novinarjev pričakovalo tam Matjaža Keka in Matjaž Kek je zanimivo prišel na ta medijski zbor. Ja, se je pojavil, sicer ne on the record, ampak... Off the record, neformalno in zelo ostro. Ja, in smo se malo pogovorili o dogodkih prejšnjega dne, ki smo pa že tako obdelali v Evropolcajtu. Pa ne le prejšnjega dne, ne. V bistvu gre za zadeve, ki se vlečejo že dlje časa. Novinarji smo jasno sporočili tako Keku kot PR-ju Nogometne zveze Slovenije, da si želimo bolj zgledne in korektne medijske komunikacije oziroma komuniciranja z mediji ter boljšega sodelovanja. Tako. In smo potem celo dobili termin treninga en dan naprej, ne, tako da se lahko malo boljše zorganiziramo. Ampak zdaj, ko smo v Wuppertalu, je to vseeno precej lažje, ne, tudi če bi izvedeli, da je trening 1 uro prej, bi se precej lažje dalo priti, kot se je dalo v petek. Iz 7 ur oddaljenega Münchna. Tako. Številka 1 v prezračevanju. Popuste smo povišali vse do 60%. Največ prezračevanja za vaš denar. iVent. Kaj pa sicer zdaj, malo smo v pričakovanju te res velike tekme za slovensko nogometno reprezentanco. Ker nekaj dni je zdaj bilo premora, bo premora, vse skupaj več kot med tisto prvo in drugo tekmo. Kaj misliš o tem?
Zdaj ima reprezentanca čas, da se temeljito pripravi na ta dvoboj. Včeraj smo lahko cel trening spremljali, je bil odprt. Sicer ni bilo potem po 15 minutah več dovoljeno snemati in fotografirati, ampak ja, je pa pač ta trening ni kaj dosti povedal, ne, kakšne taktike ali pa postave enajsterice, najbolj je bil namenjen nekemu razgibavanju, potem raznim igram, ne, igrali so ta nogometno odbojko, pa pepčka in takšne igre, mislim, da pač kar se bolj zaradi vzpostavljanja nekega dobrega vzdušja, da so se tudi take igre mogli zgoditi. Ampak ja, se je reprezentanca pripravila. Nekaj je vprašajev glede poškodb. Jan Oblak, Adam Gnezda Čerin včeraj nista trenirala. Timi Max Selšnik je sicer bil na igrišču, ampak mu je Kek namenil nekoliko lažji program. Tako da ti trije igralci so mogoče vprašljivi. Ampak so ključni in tu zna biti kar ena velika skrb. Če bi se pač res zgodilo, da vsi trije odpadejo za tekmo proti Angliji, to ne bo dobro. Ampak kot je recimo rekel trener Boštjan Cesar, da pa ni nič pretresljivega, no, tako da upamo, da bo ta trojica, pa tudi seveda vsi ostali nogometaši pripravljeni do Kölna. Navijaš? Navijam! Pripravi se za vroče športno poletje z nogometno navijaško kolekcijo. To je tvoja igra. Intersport. I'm ahead of the game. Vse poti vodijo do posebne ponudbe za nove stranke banke. Sklenite paket komplet do konca julija in prejmite 9 mesecev brezplačnega vodenja. Nova KBM, članica skupine OTP. Upam, da vsi sprehajalci tukaj mimo niso fokusa kamere usmerili na napačno smer. Da je samo najo gledali. Ja, da nismo, upam, da smo dovolj ostra. Sicer pa ja, tukaj v Wuppertalu očitno danes poteka en maraton. Vroče je, stalno bolj vroče je, mene vse že žge. Mogoče tokrat malo prej končava, ker to pomeni, da gremo na teren, ti greš na trening, jaz grem v Köln, tam bom delal, upam, da zanimivo zgodbo o slovenskem Kölnu. Tako da, ja, mislim, da je prav, da se čim prej odpravimo in da vas povabimo na večer.com poševnica Euro-24, kjer pa najdete številne zgodbe iz Evropskega prvenstva v nogometu. Tako, rezultate bomo potem jutri pregledali. Marko, prosim, da tokrat danes po tem včerajšnjem dolgem analiziranju, da danes rezultate pustimo. Tako, bomo potem jutri. Spremljajte večer. Srečno.